Danes smo tukaj v Krškem in tukaj sem z Mirkotom, z našim prostovoljcem, ki je v bistvu tukaj lokalec, in javljamo se vam v bistvu za kampanjo, se pravi za otroke gre. V Inštitutu 8. marec smo pred nekaj tedni vložili v parlament dva predloga zakona, s katerima v bistvu želimo uveljaviti pravico za vse otroke oziroma vse šoloobvezne otroke do brezplačnega kosila. V bistvu si v inštitutu tega želimo zaradi tega, ker smo v bistvu pred nekaj meseci izpeljali eno raziskavo, skozi kateri vprašalnik smo ugotovili, da se veliko staršev, še posebej v Draginji, katera nas čaka septembra, sooča z veliko prikritimi stroški osnovne šole, in eden izmed velikih stroškov, se pravi, na katerem so tudi začeli šparati, je šolsko kosilo. Tako smo se v bistvu odločili pripraviti ta dva predloga zakona, se pravi urejamo dva zakona, to je zakon o osnovni šoli, ki v bistvu šolsko kosilo uvaja kot pravico, in pa zakon o šolski prehrani, ki to pravico ureja. V bistvu mi si želimo, da bi šola postala, se pravi, prostor, kjer bi se vsi učenci počutili, se pravi, da bi bila pravična, bili bi si enakovredni med sabo, in zato smo se ponovno odpravili na ulice mest in vasi. In imamo spet eno super terensko mrežo ljudi, ki po celi Sloveniji stoji pred upravnimi enotami, nabira podpise za zakona, rabimo jih zbrati 5000 in se pogovarja z ljudmi o pomenu te pravice, in v bistvu nekako drži to demokracijo ljudi živo. Zdaj z mano je tukaj Mirko. Mirko bo sam v bistvu povedal, zakaj je pomembno, da se odpravimo, zakaj je pomembno podpreti tak predlog in zakaj se v bistvu on pridružil. Jaz sem Mirko, posavski prostovoljec. Smatram, da sta tale dva zakona potrebna predvsem zaradi socialne pravičnosti, ker res, da oni socialnega dna dobivajo subvencionirano prehrano, ampak dovolj je, da neka družina ima samo 1 evro večji prihodek od tistega limita in izgubijo vse pravice, ne samo do brezplačne malice v šoli, ampak tudi na drugih področjih. Super. No, v bistvu, kakor je že Mirko povedal, se pravi, trenutni cenzus, trenutni sistem je v bistvu urejen zelo nepravično, in mi si v bistvu s tema predlogoma zakona tudi želimo, recimo, eden od ključnejših stvari odpraviti outsourcing. To pomeni, da uvajamo to kosilo kot pač javno službo, se pravi, da se pač prekine te zunanje dobavitelje, s tem bi v bistvu povečali tudi kvaliteto hrane, se pravi, poskrbeli za šolske kapacitete, kuhinj, za kader. In pa v bistvu pomembna stvar tukaj je tudi, da bi recimo omogočili, da bi bile šole obvezane omogočiti dijakom z medicinsko dieto, recimo, da bi bile to dolžne priskrbeti, kar trenutni sistem pač ne ureja. Tako da mi smo se spet odpravili na ulice, mi tukaj nabiramo podpise danes v Krškem, včeraj na Ptuju, predvčerajšnjem v Mariboru z našimi super ljudmi. Kampanja ta bo bistveno krajša, ker smo pač nekako se ugotovili, da stojimo z veliko ljudmi, se pravi v isti poziciji, to bi mogel biti skupaj interes vseh nas, se pravi, da se otrokom čim prej zagotovi topel obrok v šolah, in pač zato ne smemo odlašati. Podpise v bistvu lahko oddate na katerikoli upravni enoti ali pa krajevnem uradu z vložitvijo 2 obrazcev podpore, takih, ali pa prek Sigence, se pravi prek e-uprave na spletu. Tako da to bi bilo v bistvu vse. Hvala. Koliko podpisov ste doslej zbrali? Do sedaj v bistvu računamo, da smo zbrali in spletnih in fizičnih okoli 2000. To so neuradne številke, spletni se evidentirajo v bistvu bistveno počasi, pri fizičnih pa v bistvu ne moremo vedeti, dokler vsi ne pridejo do nas, ko jih bomo pač še prešteli. Kdaj poteka? Kampanja uradno poteka, se pravi 60 dni od 5. septembra, ampak pač, kot sem rekla, mi bomo v bistvu smo se odločili za eno krajše obdobje, se pravi 2 tedna, se pravi do konca naslednjega tedna še v bistvu. Kakšen odziv pričakujete tukaj v Posavju? V bistvu jaz sem koordinatorka Posavske regije in mi je do zdaj v zelo veliko veselje sodelovati z vsemi ljudmi, v katerimi sem stopila v kontakt. Se mi zdi, da je tle zelo velike zagretosti
zelo velike ene pripravljenosti. Meni je zelo všeč način komunikacije, se pravi, da se res ljudje radi pogovarjajo, da želijo deliti svoje izkušnje, da delijo pričevanja, da prihajajo pač na ulice, da oddajajo podpise, tako da v bistvu bi temu pač spodbudila tudi vse ostale. Lahko jaz dodam, da tudi tovariš iz Sevnice, ki danes nažalost ni mogel priti zaradi neodložljivih obveznosti, pripravila podobno akcijo v Sevnici, pred KP Central je predlagal, da bi se dobili. Bo povabil tudi neke vaše kolege iz Sevnice in okolice. To bi bilo pa verjetno prihodnji teden, mogoče prihodnji petek, v času, ko deluje tudi tista kmečka tržnica poleg KP Central, ker takrat bo več ljudi prisotnih. Hvala. O tem vas bomo pa tudi še obvestili. Okej. To je to. Nič ni Gremo bolelo. se slikati. Nič ni bolelo, Ne. ne? Bomo se slikali, Marja, boš se tudi slikala.